vsaj to. Sicer pa gremo mi naprej, kot lahko tudi že na ekranu vidite, zelene nadstrešnice bodo tema. Roka, si ti opazil, da so na nekaterih avtobusnih postajališčih zdaj zgoraj? Ja, sem in mi je toliko simpatično, res mi je lepo, tako da všeč mi je, da se te prakse vse pogosteje pojavljajo po Ljubljani. Ja, in v bistvu to se je začelo že preteklo jesen, ja. Zanimiv projekt, z umestitvijo rastlin na strehe avtobusnih postaj v Ljubljani in bomo več o tem preverili, kaj te nadstrešnice so z eno izmed tvojih najljubših botaničark. Ja, verjetno najljubša, ni tako, da jih poznam ogromno, verjetno tudi, če bi jo, bi bila moja najljubša. No, in to je seveda dr. Blanka Ravnjak iz Botaničnega vrta Ljubljana. Z njo se bo pogovarjala na terenu naša Pija. Dobrodošli obe. Tako lep pozdrav, kar trije smo, nismo samo tukaj z dr. Blanko Ravnjak, ampak tudi z dr. Jožetom Bavconom. In sicer, če vidite, se nahajamo kar na eni od zelenih nadstrešnic tukaj pri Filozofski fakulteti. Usmilila sta se me, da smo malce pokleknili, ker se sama malce bojim višine. Očitno ne dela višina, pa vsem nobenih problemov, kot sem videla, ko sem prišla. Sicer pa ja, danes bomo povedali nekaj več o teh zelenih nadstrešnicah, ki jih ponavadi verjetno vidite zgolj od spodaj, kar nekaj začudenih pogledov se je tudi že obrnilo sem, ko so videli, da smo ljudje tukaj zgoraj. Dobro jutro, lepo pozdravljena. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Torej, tukaj smo zdaj na zeleni nadstrešnici. Je to verjetno ni edina v Ljubljani? Ne, tako je. To je ena izmed 3 nadstrešnic avtobusnih, ki smo jih zasadili v lanskem letu, v jeseni, na pobudo Mestne občine Ljubljana, da na nek način malce pripomoremo k povečanju habitatov za rastline in pa seveda, ker gre tudi za nekatere medovite rastlinske vrste, ki smo jih sadili tukaj gor, tudi možnost seveda čebelje paše za urbano čebelarjenje. Tako da ni edina, so še 3 in seveda v letošnjem letu upamo na nove. Odlično. Kako pa je sploh prišlo do te ideje? Ste sami predlagali to v Botaničnem vrtu, da bi mogoče bolj ozelenili mesto? Ja, ideja je prišla iz Mestne občine Ljubljana, je pa res, da smo take podobne stvari že leta 2016, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica, počeli. Takrat smo ozelenili, bom rekel, steno na paviljoni, ki so bili pred mestno hišo, in prav iz te skupine, s katero smo takrat sodelovali, potem prišla pobuda, če bi lahko tudi na nadstrešnicah kaj podobnega naredili, in potem smo seveda skupaj z Europlakatom naredili eno tako idejo, da bi pač poskušali dobiti 3 nadstrešnice, ki so take, in da jih ozelenimo. In seveda izbrali smo pa zopet rastline, ki so temu primerne, ker pač rastline tukaj nobenih ne zaliva, samo to, kar je dežja. Preživeti morajo neusmiljene razmere, zemlja je praktično, bom rekel, 5 cm, ampak rastline morajo to preživeti. In kot vidite, rastline so to preživele. No, ko sem prišla sem pravzaprav zmotila ravno med pletjem. Se pravi, ni da ravno povsem same rastejo te rastline, ampak vseeno skrbite za njih. Zakaj sta nekatere rastline odstranjevala, nekatere pa vseeno pustila? Tako je, da pravzaprav seveda načeloma katerakoli rastlina bi bila tukaj, bi to pomenilo, da je nadstrešnica zelena. Vendar vseeno smo tukaj na nadstrešnice zbrali določene rastlinske vrste, ki, bom rekla, nekako bolj paše, ustrezajo recimo pač pogojem, ki so na tej nadstrešnici, se pravi močno sonce, suša in podobno. In pa na nek način smo v ozadju ustvarili tudi zgodbo, katere rastlinske vrste so tukaj, in če je seveda v ozadju neka zgodba, potem si tudi želimo, da ni katerakoli rastlina tukaj, in nekatere rastlinske vrste pravimo jim plevelne, mogoče celo po krivdi, nobena rastlina z vidika botanika ni plevel, ampak vse ne nazadnje, nekatere rastlinske vrste se nekoliko bolj širijo, so bolj ruderalne, lahko ne nazadnje tudi prerastejo ostalo, in potem v takem primeru, če pride do tega na neki taki, bom rekla, vseeno umetno ustvarjeni površini, potem v bistvu biodiverziteta ni tako velika, lahko nekatere rastlinske vrste prevladujejo. In zato pač, seveda, ko sva prišla gor, sva določene rastlinske vrste, za katere vemo, da bi lahko prerasle ostale in nekako porušile tisto našo zgodbo v ozadju, tudi odstranila.
In katere so tiste, ki so se tako same naselile sem in jih zdaj odstranjujete? Ja, bom rekel, nekatere bomo kar pustili, recimo spominčice, ker spominčice so pač enoletnice, nanese jih, ker je pač, bom rekel, semenska banka v mestu je še vedno bogata, ne, in seveda to prinese. Druga zadeva je, recimo, tle vidimo veliko semen javorjev, ne, ki jih je pač naneslo, ker so tukaj drevesa. Javori sicer tukaj nimajo prihodnosti, ampak ti javori bojo zdaj uskalili in bo videti zeleno, a ne, ko bo pa potem suša, bojo pa javori propadli, ker nimajo možnosti, a ne, ampak da pač ne bi bilo preveč, bom rekel, teh motečih elementov, sva te kalice javorja tudi odstranila tukaj, ne, tako da, pa seveda, bom rekel, mnogo je teh enoletnih plevelov, ki jih zanese, recimo različni penušnjaki, ki pridejo in to je recimo samo zgodaj spomladi, potem jih pa pač zasuši. Večinoma gre za enoletnice, ne, ker enoletnice so tiste, ki na takih površinah lahko v bistvu preživijo, ne. To so pač, kot je že kolegica prej omenila, pleveli, ki so sicer čist lepi takrat, ko cvetijo, samo, bom rekel, nekako porušijo tisto strukturo, tle nam je pa pač v interesu, da je čim več teh trajnih rastlin, ki bojo povsem ozelenile potem površino razraslo. No, nekaj rastlin pa ste pravzaprav sem gor zasadili sami, zato da sploh so nadstrešnice seveda zelene. Katere pa so tiste, ki so primerne, torej da takole zraven ceste in na 5 centimetrih zemlje sploh rastejo? Torej, tukaj gor smo pravzaprav zasadili tako vse rastline, kajti v začetku je bila nadstrešnica seveda kot nekakšno kovinsko korito brez vsega, ne. No in nekako sem smo izbrali tiste rastlinske vrste, ki zdržijo brez problema na plitki podlagi, se pravi, ki ne rabijo toliko prsti, ki so rastoče na močnem soncu, se pravi, niso občutljive na močno sončno sevanje, ne potrebujejo veliko vode, a ne, in no nekako lahko bi rekli, da v naravnih okoljih, a ne, so to ponavadi rastline krasa, kjer vemo, a ne, je kamenje, malo je prsti, močno sonce je, tudi dežjani pogosto, a ne, so torej tolerantne na vse te razmere in ker so tukaj na teh nadstrešnicah razmere podobne, a ne, smo nekako seveda samo prenesli to naravno kombinacijo, ki jo vidimo pri nas v naravi, preprosto sem tukaj na te nadstrešnice, a ne, in pa seveda pri tem smo upoštevali, da rastline nimajo nekako globokih korenin, da so mogoče nekoliko bolj pokrovne, da tudi niso previsoke v višino, a ne, da nekako naredijo bolj ali manj takšen zeleni pokrov, pri čemer pa seveda, da je kljub temu, a ne, z tal vsaj nekaj videti, a ne, kakšen vsaj cvet ali kakšen kobuljček, torej da ljudje tudi, ki stojijo pri nadstrešnici, nekako vidijo, da je gor tudi nekaj zelenega, ne. Se pravi, o katerih rastlinah konkretno pa govorimo, da ste jih tukaj naselili? No, recimo konkretno tukaj imamo homolice, sej dve sem tudi odtrgal, vidite, da so te rastline, bom rekel, zelo rdeče, ker so zelo soncu izpostavljene. Bom rekel, to je rastlina, ki je praktično po tem, kako lahko raste, podobna rastlinam puščava, ker dejansko raste v takih razmerah. Tako da dve različni homolici, kot sta tukaj že, recimo, potem imamo tukaj vetrovko, potem imamo recimo netreske, ki so čist pokrovni, tam pred nami je recimo še traj, tukaj je kosmuljek. Vse to so rastline, ki v bistvu rastejo dejansko na skalnih policah lahko, v bistvu vam rekel, tiste skalne police, kot je že kolegica omenjala, smo prenesli na to polico tukaj, rastline skalnih polic krasa in te se tukaj najboljše počutijo. In kolikokrat na leto jih takole obiščete, kot smo jih danes? Ja, v letošnjem letu smo tukaj prvič, a ne, kajti tudi cilj zasaditve na takšen način je, da je takšna nadstrešnica čim bolj samooskrbna, torej da ni potrebe po večjem poseganju, ker ne nazadnje sam dostop ni enostaven, ko smo videli, potrebujemo lestev, in da dejansko ni potrebe po skrbi takšnih površin, ampak da te površine, kolikor se le da, so samooskrbne. Bom rekla, edina stvar je, da resnično vsake toliko časa pridemo in preverimo, kakšno je situacija, kakšno je stanje, ampak predvsem, kako smo že rekli na začetku, zaradi morebitnih plevelnih vrst, ki bi lahko prerasle ostale. Ostale v bistvu skrbi pa za takšne nadstrešnice ni, tako da lahko rečem, ja, da smo že kar v mesecu maju in glede na to, da predtem, se pravi, nismo bili tukaj, je situacija zelo dobra.
No, o tem še, kako točno je pa ta situacija nastala in zakaj je dobra na splošno, pa še več po oglasih. Tako da le ostanite z nami, da se vrnemo sem na avtobusno postajo na Aškerčevi. Tako lep pozdrav ponovno iz dobesedno se nahajamo zdaj na postaji, kot smo ugotovili na avtobusni postaji, na eni od zelenih nadstrešnic, ki so jih iz strani Botaničnega vrta ozelenili tukaj v Ljubljani. Z mano sta dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak. Kot rečeno, to je ena od treh. Moram pa še vprašati, kje se pa drugi dve nahajata? Ja, naslednja je tukaj nasprot Zoisove palače ali pa nasprot Grubarjeve palače, tukaj ob mostu, ob Ljubljanici. Tretja pa je na železniški postaji, tam ob Maestrovem spomeniku. Tako da vse te tri so za zdaj približno ista površina, zato smo pač izbrali take, da so imele isto površino in vse, ki so bile zelo v soncu izpostavljene. Ker nekatere so tudi v senci, tam bomo pač dajali druge rastline. Sej tole res izgleda, kot da ste pravzaprav prav posebej naredili avtobusno postajo, zato da lahko rastline gor rastejo, ampak verjetno temu ni tako. Kako pa je vendarle sestavljeno tale prst in rastline? Kaj je tukaj pod nami? Torej ja, na nek način lahko rečemo, da je sreča ta, da so avtobusne postaje, vsaj streha avtobusnih postaj narejene tako, da je kot korito. Torej ni bilo prej potrebne predpriprave samega prostora, tako da vse, kar smo mogli pripraviti, je pravzaprav samo prst, in glede na to, da kje te rastline rastejo v naravi, mora biti tudi prst na nek način primerna, zato je bistvo, da je dobro odsedna, da prst ne zastaja. Smo na nek način vzeli mešanico sterilne prsti za, bom rekla, sajene rože, kjer smo pomešali tudi nekaj gline, zaradi tega, da vsaj nekaj vlage pa le drži, ter kar veliko peska, torej da je prst nekoliko bolj peščena. No in na vrhu pa smo zaradi tega, da se ne korenine ravno vsi pleveli in da se na nek način še akumulira temperatura, ki je potrebna seveda v zimskih mesecih. Tukaj na to posuli lapilo oziroma vulkanski pesek, vulkanski kamen. No, na preostali dve nadstrešnici pa smo dali lomljenc, kraški lomljenc, kamen, ki tudi v bistvu na nek način segreva površino. Stvar je seveda bila takšna, da smo pri vsem tem morali upoštevati samo težo, kajti seveda, ko so postavljali nadstrešnice, ni bilo mišljeno, da bo kdaj karkoli gor raslo. No in zaradi tega smo tudi seveda prej se pozanimali, kolikšno težo dejansko takšna nadstrešnica prenese in smo seveda pri tem tudi upoštevali, da nismo dajali kakšnega materiala, ki bi doprinesel k teži. No in na srečo lahko rečem, da tudi, ko smo zasajali nadstrešnice, tako v povprečju, eni 3 smo le lahko bili gor, torej ni bilo nevarnosti, da bi se karkoli vdrlo, ampak se pravim, pri tem je seveda treba upoštevati te dejavnike, še posebej, če prej pri samem postavljanju objekta to ni bilo mišljeno že v začetku. Zakaj pa tukaj taka mešanica prsti, tam pa naprimer lapor? Gre za drugačen položaj sonca ali kaj je ta razlika? V bistvu ne gre za lapor, to bom rekla, tukaj omenjamo tale vulkanski pesek, ki ima ime lapilo, ampak pravzaprav ne gre toliko za razliko, ampak predvsem bom rekla, bistvo je bilo v tem, da ta je bistveno lažji, kot recimo sam kamen, lomljenc, in zaradi pač te teže smo se odločili, da za prvo nadstrešnico, ko še nismo imeli toliko izkušenj, koliko je s težo, raje posujemo torej z vulkanskim peskom, vendar glede na to, da smo ugotovili, da ni toliko problema, da še imamo nekoliko manevrskega prostora, kar se tiče teže, smo potem pri ostalih dveh v bistvu dali lomljenec. Saj poleg tega, da lepo zgleda, verjetno zelena nadstrešnica tudi pripomore k nižanju temperature v mestu. Je bil tudi to eden od vzgibov postavljanja nadstrešnic? Ja, nadstrešnica, bom rekel, je tak vzorčni objekt, ki bi lahko povedal, kako lahko v mestu nižamo temperaturo, recimo kako lahko zadržimo vodo, ker v bistvu ta voda, ki tukaj pade, ko močno dežuje, ne steče tako hitro v kanalizacijo, kot recimo tam, kjer je streha prosta. Hkrati pa vidite, da kljub temu,
recimo, da je po noči dežvalo, tle ni nobena voda zastala. Ne smo morali, bom rekel, to drenažo dosti dobro narediti, da ta voda odteče. Ne? Ker če ne bi voda zdaj, mi bi bili v vodi tukaj, če ne bi ta voda odtekala, ker je celo noč deževalo. Ne? Tako da vse to je bilo treba pač pogruntati in to pač znamo, ker pač smo v naravi veliko in v naravi, vse stvari se naučiš v naravi. In če naravo znaš dobro prenesti v mesto, potem v bistvu v mestnih površinah lahko mnogo pripomoreš k temu, da je mesto bolj sonaravno. Ne? In to je en tak zelo tipičen primer sonaravnosti v mestu. Če bi mi znali vse to v mestu tako narediti, potem je mesto en del narave. Ne? Hkrati imate tle, bom rekel, dovolj biodiverzitete za živali, ker še ptič pride, opraševalci bojo prišli, ne? Če ne pa nič ni tukaj, ker je samo neznosna vročina v poletnem času. Ne? Zdaj bo pa ta neznosna površina seveda tudi za tiste, ki bojo spodaj stali, malo blažja, ne? Ker imamo tle en rastlinski pokrov, hkrati bo pa pač za vse opraševalce in s tem povezane ptiče in bom rekel, ta cikl, ki se vrti v naravi, je potem povezan. To je tako kot eno medmrežje. Z naravo smo povezani v bistvu v takih medmrežjih, ki jih v mestu ustvarimo čist mehne otočke narave lahko. Ste mogoče s kakšnim podobnim projektom poskusili tudi že kje drugje? Na kakšen način v botaničnem vrtu še ozelenujete Ljubljano? Torej, en takšen že bolj zgodnjih projektov je bila ozelenitev streh oziroma takšnih betonskih obstrešnih kanalov na gimnaziji Ledina. Lahko rečemo, da ravnatelj je tam zelo, bom rekla, osveščen in zainteresiran, da je šola na nek način čim bolj sonaravno, bom rekla, vključena v vse te procese. No in na njegovo pobudo smo naredili 3 strešne takšne vrtove in pri tistem tudi upoštevali samo lego, a ne strehe, tako smo pa ustvarili recimo gozdni habitat, gozdno podrast v tistem najbolj senčnem delu, potem zopet kraški del in nekaj vmesnega. To je bil eden takšnih prvih in pa tudi ozelenili smo njihovo parkirišče, kjer smo naredili pravzaprav travnik, ki ga tudi pozno kosijo in na ta način zopet je neka majhna točka v mestu, ki je pomembna recimo za opraševalce oziroma za nasplošno celotno biodiverziteto. Tudi bom rekla, pri samem vključevanju v urbano mestno zelenje precej sodelujemo z mestno občino Ljubljana, kjer se tudi že od lanskega leta poteka akcija, da se določene površine ne kosijo prehitro, prezgodaj, ampak šele takrat, ko rastline odsvetijo, so, bom rekla, že tudi semenijo in so v tem času cvetenja seveda možna paša za čebele in tudi ostale opraševalce. Bi predlagala, da če imamo ravno streho, da ozelenimo tudi naše strehe doma? Ja, seveda, je pa treba pač videti najprej, koliko lahko recimo streho obremenimo, to je prvi moment, kako je to možno z odvodnavanjem, ker je pač mora biti odvodnavanje tako narejeno, da voda tam ne zastaja, ker če ne imate potem težave. Drugače pa v načelu, ja, seveda, je res, da bom rekel, za naše klimate so še vedno naravne strehe z naklonom, ker mora voda odteči, ker imamo preveč padavin recimo za preko leta, da bi voda zastajala, ampak če je streha pravilno narejena, če je ravna, se jo da vedno ozeleniti. Seveda pa tle treba paziti na tem, da pač dajemo tam avtohtone rastline, ker zdaj je težnja s tem, da se potem, bom rekel, kupuje različne mešance, kjer bojo pa to rastline, ki bojo najbolj invazivne, ker od tukaj ptič zanese kamorkoli. In bom rekel, cilj tukaj je bil v tem pogledati na teh nadstrešnicah, da se slučajno invazivne rastline ne bi tle namnožile, ker drugače naši pleveli sploh niso težavni. Tisti so naši, ni težava. Težava pa je, če se nam invazivne rastline namnožijo, te se pa lahko, zato ker so v bistvu tisti pionirji običajno. In zdaj, ko bomo na te strehe dali različne homulice iz različnih koncev sveta, bo to takoj povsod in tiste homulice so, rekel, bolj agresivne kot so naše. In zato je to zelo pomembno, kaj delamo. Ni vseeno, a kar ozelenimo, ampak pomembno, s kakšnim materialom ozelenimo. In zato mi striktno zagovarjamo avtohtone rastline, ker tisto je, kot smo prej rekli, medmrežje narave tukaj v Sloveniji in se samo povečuje v bistvu naša rastlinska pestrost, z vnosom tujih vrst pa naše rastline manjšamo, zato ker so te običajno bolj agresivne.
Torej bi priporočali tudi za vrtove, da se držimo bolj avtohtonih vrst. Zdaj, na primer, se mi zdi, da je sploh na Gorenjskem zelo popularno saditi razne palme na vrtovih. Ja, na Gorenjskem palme sploh niso težavne, zato ker jih bo itak mraz pobral, tako da to ni nobena težava. In še marsikaj recimo mraz pobere. To so take modne muhe. Ja, vse povsod, kjer smo zraven narave, je boljše saditi avtohtone vrste. Za tiste, ki so pa pač hortikulturne sorte in jih imamo v vrtu, moramo pa skrbeti, da z vrta ne zbežijo. Samo v vrtu so lahko sajene. V naravo hortikulturnih vrst ne smemo saditi. Naravo sodi samo narava. In naravo v bistvu nam ni treba povečevati, samo pravilno jo moramo menedžirati, da bo taka ostala. Najlepša hvala. Danes sem izvedela veliko novega. Zdajle vaju bom pustila, da še do konca oplejete tole nadstrešnico. Vi pa, kot ste slišali, če se zdaj ravno spravljate, kaj saditi na vaš vrt, le vzemite in posezite po kakih avtohtonih rastlinah, tudi v botaničnem vrtu vam lahko z njimi postrežejo. Pazite pa seveda, da sploh, če boste sadili kakšne tuje rastline, da te ne bojo alergene. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj, da sploh, kaj že tista ta rumena, ki veliko cveti in se jo težko znebimo. Rumena je sicer kanadska rozga, ampak alergena je pa ambrozija. Ja. Tako. No, izogibajte se tem oziroma jih odstranite celo, če jih najdete kje naokoli. Takole, za danes se poslavljam iz tele zelene nadstrešnice. Poskusite ozeleniti kaj tudi sami. Zdajle sledijo reklame, potem pa se že vračamo nazaj v studio Figovec.